poklon Gustavu Šilihu ob 125. obletnici njegovega rojstva. Nekoč je bilo jezero. Ljudstvo v Zalesju je bilo pridno in dobrovoljno. Skrbno obdelano polje je obrobljalo jezero in se vzpenjalo po položnih pobočjih tja do tistih strmin, ki jih niti žilavi slovenski voli niso mogli razorati z lesenimi plugi iz trdega hrastovega lesa. Mnogovrstno žito je uspevalo tot naokoli. Sejali so pšenico, rž in ječmen, oves in ajdo, zlasti ajdo. Zakaj? Njihove čebele so jo ljubile. Nikjer drugod niso dobile pridne žuželke tako bogate in tako sladke paše. Zaleščani so bili dobri in navdušeni čebelarji. Ni ga bilo kmeta, ki bi ne imel svojih 30 panjev na najsončnejši strani svoje domačije. Vsako drugo leto so pridelali neverjetne količine čistega medu in rumenega voska. Prodajali so ju sosedom in popotnim trgovcem, ali pa so izdelovali iz medu sladko, zelo pitno medičino in sveče voščenke iz voska. Za čebele so skrbeli Zaleščani z veliko ljubeznijo. Kjer niso mogli izkoristiti goratega sveta za žitorodne njive in bohotno zeleneče travnike, so na prisojnih krajih posekali cele gorske obronke. Vse povsod se je hitro ukoreninilo rdeče cvetno vresje, ki je dajalo čebelam že v zgodnji pomladi bogate žetve. Kamor so mogli, so nasadili lipe, od pamti veka sveta slovenska drevesa. Više v hribovju, kjer so se začenjali planinski pašniki, so šumeli celi gozdovi plemenitih kostanjev, vabeč svojim dišečim cvetjem na medeno gostijo. Da, dobro je bilo čebelam v Zalesju, a še bolje njihovim gospodarjem Zaleščanom, ki so spravljali obilne sadove neumornega truda drobnih živalic. Med njivami in travniki so rasla požlahnjena sadna drevesa, prinašajoča okusne in sladke obresti.